Lep pozdrav vsem prisotnim. Danes smo vas povabili zato, ker se nam je v stranki zares zdelo smiselno in pomembno, da izrazimo tudi mi zadovoljstvo od dobrih dosežkih, ki so se Sloveniji zgodili znotraj mednarodne raziskave, tako imenovane PISA za leto 2006, oziroma PIRS za leto 2006, pa ne samo zato, ampak tudi zaradi tega, da ob tej raziskavi, ki kot pravim je prikazala dobro stanje naših 15-letnikov, opozorimo tudi na vse tiste probleme, znotraj katerih s katerimi se želimo v stranki zares spopasti na področju šolstva in športa. Kot se kaže, je zanimanje za sodelovanje v odboru za šolstvo in šport zelo intenzivno, zelo veliko, ne samo med člani stranke zares, ampak tudi tisti, ki smo jih oziroma ste jih povabili k sodelovanju za izoblikovanje programa na tem področju, to se pravi med raziskovalci, med strokovnjaki in aktivnimi predvsem raziskovalci na področju šolstva. To nas veseli, ker pomeni, da bo program, ki se bo v naslednjih mesecih izoblikoval, argumentiran, da bo temeljil na evalvacijah, na študijah, predvsem pa na drugačnemu odnosu do šolstva, kot pravzaprav s katerim se srečujemo v zadnjih letih, ko se udejanjajo včasih zelo hitroroke spremembe, ki posegajo na zelo senzibilno področje šolstva in izobraževanja. Predšolske vzgoje, osnovne šole, srednjega šolstva, strokovnega, poklicnega in ostalega izobraževanja. Skratka, to nas veseli, kar pomeni, da bo program kvaliteten. Namreč velja omeniti, da je bila bela knjiga, ki je bila tudi temelj za prejem temeljne zakonodaje na področju šolstva leta 1996, bela knjiga je bila izdana leta 1995, pravzaprav zdaj že v 12-letni distančni razdalji, kar pomeni, da tisto, kar se je takrat osnovnega in temeljnega spremenilo v letu 1996, ko se je začrtala sprememba znotraj šolstva, v 12 letih vendarle deležna velikih ali pa določenih temeljnih sprememb in je potrebno po 12 letih preveriti in z argumenti seveda ponuditi tiste rešitve, ki ne več v tem času vzdržijo ali ki jih je potrebno glede na razvoj družbe in časa spremeniti. Skratka, tudi te v takrat beli knjigi objavljene teze velja razmisliti, skupni razmislek nedvomno poznotraj vaše skupine Damjan pomemben in potrebno je iskati čim bolj strokovne in tiste argumente, ki jih bo znala in ki bo jim pritrdila tudi strokovna širša javnost. Namreč minister Zver, ki na ta način ni delal, se pravi, ko se je posluževal neavalviranih in tudi v javnosti, ne samo strokovni, nesprejetih rešitev, gotovo se bo zapisal kot minister, do katerega je bila javnost, tako strokovna kot laična, izjemno kritična. Namreč njegove spremembe niso izhajale in ne izhajajo iz konceptualnih sprememb, predvsem izhajajo iz neke racionalizacije šolstva, ki pa seveda ne more biti edina in glavna osnova sprememb znotraj šolske politike. Naj omenim še to, da smo ministrovo potezo, ko je nedavno tega umaknil sporni zakon ZOFI, zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, označili znotraj zaresa kot modro potezo. Strinjali smo se, da je potrebno umakniti zakon, ampak bili smo pa začudeni, ko se je ta umik zgodil na ta način, da je minister umaknil le dve sporni rešitvi, dva sporna člena,
znotraj tega zakona, za katere je bilo jasno, da bi doživele presojo na referendumu. Hkrati je pa zakon brez dodatnih in nujnih diskusij vložil v obravnavo in to po skrajšanem, skratka zelo hitrem postopku, kar pomeni, da bo ogromno vprašanj še vedno ostalo odprtih in tudi nepreverjenih znotraj strokovnih krogov. Mi bomo, tako kot predpostavljam tudi ostale opozicijske stranke, vztrajali na dopolnilih, med drugim še najbolj na tistih, ki smo jih že vse skozi označevali kot sporne in bi bili tudi deležni ti členi preverbe na referendumu kot celotnemu zakonu. Ne gre samo za dve vprašanji, ki sta bili takrat res da izpostavljeni, ne pa edini sporni. Uveljavljali bomo spremembe znotraj financiranja rešitve, zvirove rešitve, se upravičujem, če rečem, ampak njegove rešitve financiranja po udeležencu. Ne strinjamo se tudi z načinom, kako je rešil položaj sveta za kakovost in evalvacije, ki mu je odzel avtonomnost in tudi kako je odzel pristojnosti strokovnemu svetu za splošno izobraževanje, za izobraževalne programe pri poklicni maturi. Skratka, nedvomno bo vsaj ta del zakona doživel amandmaje, kot pravim pa v zelo skrčeni obravnavi, ker gre zakon zelo hitro skozi in nima možnosti, da bi tudi te rešitve vsaj znotraj političnega odločevanja na koncu lahko sanirali.